Živjo. Odločila sem se, da se javim tudi z tem krasnim dvojcem. Balance in pa Black Spruce tako lepo pašeta skupaj, tudi zaradi tega, ker dejansko formula oziroma mešanica eteričnih olj Balance, ki je imenovana tudi Grounding Blend oziroma prizemljitvena mešanica, vsebuje tudi dejansko tudi smreko kot eno izmed glavnih akterk med eteričnimi olji. V glavnem, želela sem vam zaupati par stvari o Balance. Je pa res, da Balance že več oziroma bolj poznamo, tako da vsem se mi zdi, da si zasluži tokrat majčkan boljši vpogled črna smreka. Jaz sem vam že kar lepo želela predstaviti, kako krasno res metodo doTERRA uporablja, to je Co-Impact Sourcing, pri kateri res skrbi, da na eni in drugi strani stekleničke res zelo na tak prijeten, etičen in način poln integritete skrbimo tako za ljudi kot za naravo, na eni in drugi strani stekleničke, kar pomeni, da dejansko tudi tam, kjer se to pridobiva, ker je velikokrat to v deželah tretjega sveta, da se res dobro poskrbi za ljudi, za pravično plačilo, že isti dan, ali so to nabiralci ali kmetje, enako za destilerije, da se ukine potem ta, bomo rekli, vmesni del posrednikov, ki je običajen v svetu trgovine eteričnih olj, ker ravno ta posredniški del večinoma postavlja v ospredje zaslužek, zato velikokrat ali seveda režejo pač pravičen zaslužek ali pa ga sploh ne dajo tistim, ki so na tej strani stekleničke, kjer se pridobiva, ali pa na drugi strani stekleničke okrajšajo tega, kot smo mi, uporabniki, tako da v bistvu za večji zaslužek ponovadi tudi preurejajo olje, v angleščini se temu izrazu reče adulteration. O tem bomo tudi ogromno spregovorili na letošnjem Autumn Tour, ker se mi zdi res pomembna stvar, ker seveda tudi panoga eteričnih olj raste, tako da se seveda s tem tudi veča na žalost število preurejena. Skratka, pri doTERRI smo zaradi Co-Impact Sourcing metode in tudi v bistvu strogih pravil testiranja, ki jih imajo v okviru CPTG, ki pač ni uradni certifikat, seveda zato, ker pač ne želi stopiti v razred ostalih certifikatov, ki dopuščajo ponovadi do 5% drugih stvari, ampak res dejansko želi, da kakršno olje nastane, naj nastane tam, kjer rastlina raste, tam, kjer je ugodna klima, da se taka naravna kemija sploh naredi, hkrati pa tudi v bistvu omogoči, da se stvar takoj testira in da se vsaka serija testira v zunanjem laboratoriju, da se seveda tudi materialni tovor oddaleč, da ne izgublja na vrednosti. V glavnem en kup takih detajlov, pač da res dobimo na koncu tudi mi nekaj takega, kar si pač res želimo in kar piše gora. Tako da vse to, CPTG, Co-Impact Sourcing metoda in potem tem na koncu ta krasen priklop Healing Hands oziroma srca doTERRE, ki pač poskrbi res, da tudi ljudem na drugi strani omogočimo ali pa ljudem, ki so v stiski ali ki so doživeli naravno katastrofo, takoj direktno pridajo viri brez posrednikov tudi na ta način. Tako da res je en tak lep krog. Zdaj pa grem Black Spruce, predno se čisto zaklepetam, ker o tem res rada govorim, o doTERRA razliki. Black Spruce oziroma črna smreka je naravno rastoča v bolj severnih delih sveta. Ta naša prihaja iz borealskih gozdov v Kanadi, kjer vlada odreja v bistvu kar velik poseg te vrste smreke in potem ostane to sredi gozda v iglicah, v kupih iglic, ker pač seveda vzame večinoma v namen pridobivanja celuloze samo debla. In doTERRA v bistvu velikokrat rada priskoči, podobna zgodba je tudi pri Douglasi, podobna, ne pa čisto ista, na Novi Zelandiji, da dejansko pač te iglice poberejo, seveda iz njih, da ne razpadajo v naravi, kjer niso nič koristne, ker samo zavzemajo prostor in v bistvu tudi zemljo naredijo drugačno, kot se bi mogoče želela, res izkoristijo za pridobivanje tega čudovitega olja. Hkrati pa seveda tudi ostanke destilacije uporabljajo za ponovni zagon procesa destiliranja. Tako da res en tak super krog. Črna smreka, ogromno sem o njej zapisala, tudi najdete zgoraj na prispevku na mojem blogu. Je res eno tako zanimivo olje, zaradi tega, ker na čustvenem področju pride prav vsem tistim, ki ste zelo hitro radi vpleteni v preveč vlog v življenju, težko rečete ne in seveda potem na koncu prikrajšate doskrat svoje telo, katerega simptome večkrat kar malo spregledamo,
Vsi smo sigurno v kakšnem takem trenutku življenja, tako da nas malo postavi nazaj vase, nazaj k koreninam, v smislu pač koreninam osebne mirnosti, osebne treznosti. Tako da je res krasno olje, tak sopotnik recimo na zapestjih, rečeno na zatilju, ker tudi ugodno deluje na hipotalamus oziroma njegovo zdravo odzivnost in zdravo funkcijo, podobno tudi zdravo funkcijo ščitnice, tako da si ga lahko rečenega na ta predel nanesete. Ugodno vpliva na kožo, tako da si ga zvečer lahko kanemo v svojo večerno ali pač tisto kremo, ki jo imamo za obraz, kakšno kapljico, zato ker pač lepo tonira kožo, ugodno deluje na njen izgled. Na drugi strani pa tudi v bistvu krasno deluje v kakšni masažni mešanici za mišice pa sklepe in v bistvu res ni nenavadno, da jo pač najdemo tudi v mešanici Balance. Jaz moram priznati, da vse od sibirske jeglje do glazje in črne smreke v difuzorju res najrajše kombiniran z grenivko. Na hiter, če ne veste, če vam bo pasalo, pač take stvari odprete in tako popeljete pred nosom, ugotovite, da je mogoče malo podobno tistemu, kar najdemo v Holiday Peace mešanici. Se mi zdi, da vsem sibirska pa grenivka malo bolj, ampak meni ta vonj neverjetno ustrezen, ker v bistvu hkrati se veste, eterične olje iglavcev nudijo tudi globok, lažji vdih, nas sprostijo, delujejo pomirjujoče in recimo črna smreka je recimo krasen sopotnik tudi za podporo nosečnici v čustvenem smislu. Tako da pač ogromno stvari sem še zapisala, gor si lahko pogledate tudi, kako lahko moški izrabljajo to olje v kombinaciji s komarčkom. Več receptov seveda dobite tudi v naši članski knjižci. Če še niste prijavljeni, bom nalepila zgor še link za doTERRA Slovenija novičke. Tega jaz ne delim v svojih novičkah, ker se mi zdi, da bi se stvari ponavljale. Smo pa pripravili s Platinum liderkami res ogromen tak vpogled in ogromno idej in receptov za vsako olje. Balance sestavljajo eterična olja jelke, smreke, kot smo rekli, potem mislim obojega, potem tudi kafre, osmanta, potem kadilne bosvelje oziroma frankincense in pa modri vratič in modra kamilica. Tako da je v bistvu ena taka cvetno-lesna mešanica z opojnostjo iglavcev, res diši, jaz vedno rečem, kot en tak čarobni pravljični gozd. Zdaj, zanimivost te mešanice je kljub temu, da je v taki steklenički, da je že rečena, tako da jo lahko uporabljate takoj na koži, na pulznih točkah, na aroma nakitu, na kakšnih takih naravnih kroglicah iz lave ali pa iz lesa, lakiranga ali iz gline. Potem jaz ga res tudi doskrat Balance, oziroma tudi ostale eterične olja si rada tam v lase. Za parfumsko noto se mi zdi, da ne, res, to je tako ena taka večna parfumska mešanica, da skombinirate Balance pa pomarančo, pač to nosite ali na šalu, ali na koži, ali na pulznih točkah, ali na laseh v tak namen. Hkrati pa te res tako prizemljuje, dajete občutke umirjanja, sploh v kakšnem trenutku dneva, ki pride neplanirano in te seveda pretrese, ali pa če veš, da te čaka en tak težji dan. Najboljši napotek, ki ga tudi podelim na blogu, pa je Balance imejte kar na nočni omarici in si ga zvečer, predvsem pa zjutraj, namašite na podplate, boste videli, da bo šel dan čisto drugače. Tako da jaz vas ne želim preveč zadrževati, ker jaz veste, se hitro rada zagovorim in zaklepetam. Kakršnakoli vprašanja imate glede Balance, glede črne smreke, ki sta tokrat podrobno gledam, napišite spodaj, če imate kakšno super izkušnjo z njima, tudi napišite spodaj. Ful bom vesela odzivov. Tako da vam želim lep in čudovit dan še naprej.